o ljubezni misel o strahu. Je prva misel, je prvobitna sila, je neizoblikovana energija, ki poganja motor človeškega izkustva. Zato pa poraja vnovična izkustva za vnovičnim izkustvom. Zato ljubimo, na to ljubezen uničimo ter ponovno vzljubimo. Nihamo od enega čustva do drugega. Ljubezen botruje strahu, ki botruje ljubezni, ki ponovno botruje strahu in tako dalje. Tako mnogokrat mislimo, da se ni mogoče zanesti na Božjo ljubezen, da nas Bog sprejema pogojno. Na čigavo ljubezen se potemtakem lahko zanesemo, če ne na to, da je Božja ljubezen vedno mogoča. Vsa naša človeška dejanja na najglobji ravni spodbujajo eno od dveh čustev. To je strah ali ljubezen. V resnici sta to edini čustvi, edini besedi v besednjaku naše duše. To sta nasprotna pola velike dvojnosti. To sta točki alfa in omega. Vsaka človeška misel in vsako človeško dejanje temelji bodisi na ljubezni, bodisi na strahu. Ni druge človeške motivacije in vse ideje so izpeljane iz teh dveh. So le drugačne različice, različne zamisli iste teme. Takoj, ko se zavežemo najvišji ljubezni, vase sprejmemo največji strah. Ko izrečemo ljubim te, je prvo, kar želimo slišati, če bomo enak odgovor dobili nazaj. In takoj, ko ga slišimo, nas zaskrbi, da ne bi izgubili ljubezni, ki smo jo pravkar našli. Vendar, ko bi resnično vedeli, kdo smo, se ne bi nikdar bali. Zavedajmo se, da smo najčudovitejše, najizjemnejše ter najimenitnejše bitje, kar jih je Bog ustvaril. Le kdo bi zavrgel nekaj tako imenitnega ter tako edinstvenega? Ker se pa mnogokrat tega ne zavedamo, mislimo, da smo mnogo manj, kot v resnici smo. Že zgodaj v otroštvu smo se naučili, da je ljubezen pogojna, in to postane za nas neizpodbitno prepričanje, ki ga prenašamo v svoje lastno ljubezensko razmerje.
Na osnovi tega izkustva oblikujemo različna prepričanja, ki so pa mnogokrat napačna. In znotraj tega okvira izrekamo svojo resnico. Pozabili smo, kako je, če smo brezpogojno ljubljeni ter sprejeti. Ne spomnimo se več izkustva Božje ljubezni in si tako na temelju tistega, kar smo spoznali v ljubezni med nami samimi, poskušamo predstavljati, kakšna je najbrž Božja ljubezen. Vendar je to le naša resnica, ki temelji na strahu, in je to močno zakoreninjena v nas. Namesto da bi temeljila na brezpogojni ljubezni, temelji na strahu. Postavljamo svoje pogoje, se izmikamo, vendar globoko v sebi vemo, da to ni tisto, kar je prava ter resnična ljubezen. Vendar vseeno mislimo, da smo brez moči, da ne moremo spremeniti načina dajanja ljubezni. S svojimi lastnimi, žal mnogokrat zmotnimi mislimi o ljubezni se obsojamo ter mislimo, da je nikdar ne bomo izkusili v čisti obliki. Vsak naša dejanja, ki jih storimo, temeljijo na ljubezni ali na strahu. Vse naše odločitve temeljijo na tem. Zavedajmo se, da je strah moč, ki kriči, zapira, srka vase, beži, se skriva, lakomno zgrabi, škoduje. Ljubezen je pa moč, ki širi, odpira, izžareva, vztraja, razkriva, deli z drugimi, zdravi. Strah ovija naša telesa v oblačilih, ljubezen nam omogoča, da ostanemo goli. Strah se oklepa vsega, kar imamo, grabežljivo varuje vse, kar imamo, ljubezen pa razdaja vse, kar imamo. Strah ujame ljubezen, ljubezen si vzame k srcu. Strah pleni, ljubezen izpušča. Strah skeli, ljubezen blaži bolečine. Strah napada, ljubezen poravna. Vsaka naša misel, vsaka naša beseda ali vsako naše dejanje temelji na enem ali drugem občutju. Tu ne moremo izbirati ničesar drugega, ker ni nič drugega.
vendar je naša svobodna volja, da izbiramo eno ali drugo od obojega. Kaj bomo izbrali? Ljubezen ali strah? Ko se bomo odločili za ljubezen, bomo dosegli nekaj večjega. Izkusili bomo vso blaženost, kdo smo pravzaprav mi sami. Prisluhnimo sebi, prisluhnimo notranjemu glasu v sebi. To je glas, ki nam bo vedno povedal, kdaj smo na pravi poti. Recimo si, moje misli so misli ljubezni. Moje misli so misli ljubezni. Moje besede so besede ljubezni. Moja dejanja so dejanja ljubezni. Moja dejanja so dejanja ljubezni. Zato se odločimo za ljubezen. Ljubezen je vse, kar mi potrebujemo. Le ljubiti, ljubiti.